Prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi oddaji Bravo nogomet. Jesenski ritem tekem Prve lige Telekom Slovenije se počasi končuje in kar naenkrat smo skoraj že na polovici letošnje sezone. Glavni trener Dejan Grabič bo strnil svoj pogled po zadnjih dveh tekmah, športni direktor Dejan Močnik pa izpostavlja pomembnost obdobja, ki šele prihaja. Za začetek pa se bomo osredotočili na zakulisje dvoboja prvakov. Po dveh zaporednih gostovanjih ekipe Bravo v Kidričevem in Domžalah je napočil čas za novo domačo tekmo. In to ni bila kar ena tekma. Šlo je za obračun aktualnih prvakov prve in druge lige. V športnem parku Šiška smo gostili ekipo Maribora. Po dveh zaporednih gostovanjih ekipe Bravo v Kidričevem in Domžalah je napočil čas za novo domačo tekmo. In to ni bila kar ena tekma. Šlo je za obračun aktualnih prvakov prve in druge lige. V športnem parku Šiška smo gostili ekipo Maribora. Indijanskega poletja nismo dočakali, a vreme se nas je vsaj toliko usmililo, da v času tekme z neba ni padla niti ena kapljica. Temperature so bile ravno pravšnje za kostanjev piknik pod šotorom pred stadionom Žak. Nogometna hiša zabave je obiskovalce animirala z vsemi svojimi kapacitetami, kulinarična ponudba je bila na novem nivoju, obiskovalcev pa je bilo na koncu krepko čez 1000. Nogometni navdušenci pa tokrat niso uživali zgolj izven stadiona, temveč se je vse skupaj odlično preselilo tudi na tribune in na zelenico. Dvoboj prvakov je bil zanimiv, kakovosten in predvsem dramatičen. Še preden se bomo osredotočili na samo dogajanje na igrišču, bomo izpostavili projekt namenjen najmlajšim. Bravo malčki so ob spremstvu igralcev na igrišče svojo nalogo opravili sijajno, ob tem pa se je marsikateremu izpolnila tudi kakšna skrita želja. Nazaj na teren. Vlogo favorita so imeli gostje, ki so na Žak prispeli z dobro popotnico. Na drugi strani je Dejan Grabič tekmo začel s prevetreno in predvsem mlado zasedbo. Od prve minute naprej sta igrala tako Lampis Kole kot Žan Trontelj, mlado gardo domačih fantov pa so dopolnili še Domen Gril, Matevž in Aljoša Matko. Kljub dobri igri Brava je Maribor na sredini prvega polčasa izkoristil svojo priložnost iz protinapada in preko Roka Kronavetra povedel z 1-0. Štajerci so se v nadaljevanju prvega polčasa in pa v celotnem drugem delu samo še branili. Domači so prevzeli pobudo, žoga pa nikakor ni želela v gol. Najlepši priložnosti sta imela Žan Trontelj z prostega strela in pa Mustafa Nukić ob izdihljajih tekme. Končalo se je z minimalno zmago gostov. Matevž, pozdravljen, 16. krog Prve lige Telekom Slovenije proti Mariboru. Kako ste vi videli tekmo? V obrambi ste delovali izredno zanesljivo. Tekma je bila zelo zanimiva, sploh z naše strani smo, mislim, da pokazali zelo veliko. V drugem polčasu smo jih čisto dominirali in mislim, da bi si zaslužili tudi kakšno točko. Koliko je vam pomenila podpora navijačev s tribun danes? Absolutno je drugače igrati pred praznimi tribunami, kakor če se naredi tako vzdušje na Žaku, tako da mislim, da to je še ena pozitivna stvar danes. Po dveh porazih, prvi precej visok proti Aluminiju, potem prejšnji teden proti Domžalam, danes minimalen proti Mariboru, a vendarle nekako se počasi prebijate do vse boljših predstav, pač vedno več je teh prvoligaških izkušenj. Sigurno, izkušnje se naberajo, vendar treba je tudi s tem točke naberati in mi upam, da jih bomo v naslednjih dveh tekmah nabrali čim več, ko bojo točke štele dvojno. Matevž, hvala. Hvala. Dvoboj z Mariborom je bila odlična popotnica za Bravo pred gostovanjem v Kranju. Ekipa je dobila dodatno samozavest, motivacije pa tako ali tako ni manjkalo. Alen Krcič, sjajna tekma proti Mariboru, občutek je bil dober, žal ni bilo tistih 3 točk oziroma vsaj ene, ki bi si jo zaslužili, ampak verjetno ste v ta teden, ki vas je nekako čakal s treningi do tekme s Triglavom, vzeli verjetno z novo pozitivno energijo. Ja, moram reči, res izvrstna tekma proti Triglavu oziroma proti Mariboru, čaka nas proti Triglavu. Pa pokazali smo se eni dobri luči, držali smo se našega načrta, lep ambijent,
navijači na naši strani. Škoda mogoče, ker piko smo si mislili, da zaslužili, no. Če ne še mogoče kaj več. Drugi polčas smo jih praktično spravili na njihovo polovico. Kakšna pika na i, kakšna mogoče malo malenkost, da bi zatresali mrežo, bi se mogoče tudi obrnalo v naša korist, ampak vseeno smo se pokazali v borbeni luči, tako kot trener zahteva od nas. Če bomo šli tako v Triglav, me ni nič strah, no. Ravno to piko na i lahko postavite ravno proti Triglavu, ki je nasprotnik, proti kateremu točki štejejo dvojno. Tule na Žaku v Ljubljani vam je uspelo premagati Triglav. Kako se zdaj lotiti nasprotnika? Kot rečeno, vzdušje je znova tisto pravo, bilo je tudi že prej, ampak verjetno ste zdaj že našpičeni za to tekmo. Ja, tole pa čist druga tekma, kot je Maribor. Moramo se lotiti večinoma s takmo pristavom, kakor proti Mariboru, no. Če bo to, nas fante ne skrbi. Zdaj pa bo pa drugačna tekma, ne. Mislim, da zaprtega tipa z njihove strani, kakšna kontra od njihove spet. Mislim, imamo pa lotro borbeno, agresivno, pa mislim, da lahko osvojimo dvojne pike v Kranju. Zdaj pa bomo videli, ne. Pustimo se presenetiti. Na prvi tekmi je šlo na nož, veliko rdečih kartonov, kri je tekla v bistvu. Lahko pričakujemo znova tak pristop tudi strani Gorenjcev? Ja, prva tekma je bila posebej zanimiva, to se je zapomnili kar vsi po teh kartonih, ampak mislim, da ni bila spet toliko agresivna. Favli so bili pač taki, da so se mogli rdeči kartoni pokazati. Mogoče po nesreči naš Križan tisto, kar ni bilo sploh namerno, tako da to ni bila kakšna posebej agresivna tekma, je pa bila zanimiva za gledati. Z naše strani 3 pike zaslužene, smo bili tudi boljši v igri, tako da pričakujem podobno tekmo, pa da ostanejo 3 pike krklele na Žaku, da jih pripeljemo s sabo. V Kranju ste dolgo igrali, poznate stadion, razmere. Kako trenutno izgleda Triglav? Ja, trenutno so kar zdaj vejo. Bivši moj soigralec je tudi trener. Vem, kako izgledajo, kako bodo tudi igrali približno. Tako da to se bom borbeno, agresivno, to je pravi pristop na vsake tekmi. Pa še imamo individualno kvaliteto. Jaz mislim, da lahko to tudi prenesemo na tej tekmi. Pike štejejo dvojno, kot so rekla, zdaj pa, če se bomo lotili tako kot pred Mariboru, nas nima nič skrbeti. Zdaj pa z glavo na par stvari moramo biti, lotiti se 90 minut agresivno, pa upam, da 3 pike res odpeljemo na Žak. Rekli ste, poznate trenerja, poznate igralce, poznate teren, ste vi tisti X-faktor, ki lahko pomaga Bravu do novih točk, do novih 3 točk, tako s predstavo na igrišču, kot tudi z izkušnjami in vsem, kar ste tam doživeli, ter s tem, da boste vse seveda prenesli na soigralce tule v Ljubljani. Ja, to se zelo lepo povedal, ampak nam lih tako rekel, no. Jaz pravim, da smo ekipa kot homogena, živimo en za drugega, delamo res dobro. To se pokaže tudi včasih, ko tudi ne gre nam mogoče, pa nas mogoče tudi sreča ne nagradi, koliko nas do zdaj kakšno tekmo ni, naprimer smo kar 6 pik, kar spustili na žalost. Če pogledamo Muro 3-1, smo fenomenalno igrali, spustili 2 piki, Celje vodiš, tam 2 nič spustiš, to so ene malenke Celje tukaj doma, izvrstan prvi polčas. Tako da upam, da sem lahko tudi faktor na tej, čeprav mečkam sem delal zdaj par treningov po poškodbi, upam, da tole ne bom mi terjal kaj, da bom v nedeljo mogoče fit pa zdrav, da bom tudi pomagal naši ekipi. Zdaj pa upam, da me trener tudi da to šanso po tej poškodbi, kakor mi je zdaj proti Mariboru dal, pa da se počas vrnem, kakor sem bil v stari formi. Super, Alen, hvala in srečno. Hvala tudi tebi, srečno. Kljub dobri popotnici se ni išlo. Triglav je tekmo pred svojimi gledalci dobil z 1-0 in to kljub dejstvu, da so domači ob koncu prvega polčasa prejeli rdeči karton. Tudi sicer so tekmo zaznamovale številne prekinitve in tudi kartoni. 2 rumena si je na tekmi prislužil tudi povratnik po poškodbi David Brekalo. Varovanci Dejana Grabiča enostavno niso uspeli premagati nasprotnika, mu zabiti gol in tako je sledil še en poraz z rezultatom 0-1. Dejan, za vami sta novi 2 tekmi Prve lige Telekom Slovenija, 2 rezultata podobna, ko pogledamo, oziroma enaka, ko pogledamo na list papirja, ampak tekmi dokaj različni. Proti Mariboru, proti prvaku, tekma, kjer se ni moglo veliko izgubiti, so bili favoriti Štajerci, na tisti drugi tekmi v Kranju pa enakovreden tekmec v boju za obstanek. Torej 2 enaka rezultata, ampak verjetno občutki po tekmi in sredi tekme popolnoma drugačni. Ja, se bi strinjal. Mi moramo pogledati
te obe tekmi oziroma v slačilnici in v strokovnem štabu gledamo zelo pozitivno na obe tekmi, zato ker smo, če pogledamo samo golo statistiko, smo dominirali na obeh tekmah, se pravi, smo imeli in dobro posest, večjo posest, usmerjeno, več čistih priložnosti od obeh nasprotnikov in obema nasprotnikoma smo dovolili malo. Res pa je glavna statistika tista, ki največ šteje, so pa doseženi goli, kjer smo dvakrat imeli ničlo in na tem segmentu moramo delati, se pravi, veliko od tega, kar smo uspeli v teh dveh tekmah nadgraditi in smo bili res dobri, moramo v bistvu samo še nadgraditi in najti rešitev, kako bomo zadeli nasprotnikovo mrežo. Forma se stopnjuje, tudi prikazano na igrišču je vsakič bolje, manjka, kot ste rekli, tudi ta kanček sreče. Ja, če lahko temu tako rečemo. Mi prihajamo v priložnosti, zdaj tudi proti Triglavu smo zgrešili dvakrat, trikrat nemogoče situacije. In fantom je treba, igralcem treba reči, da verjamejo, ker se vidi potem, koliko truda vlagajo, kako so kompaktni, kako držijo skupaj. Se pravi, morajo še naprej verjeti v to zgodbo, ker ga bo slej kot prej nagradila. In že na naslednjih tekmah, mislim, da če ponovimo predstavo iz teh zadnjih dveh tekem, je že po nekem verjetnostnem računu čas, da nas tudi rezultat nagradi in da bomo imeli več sreče v zaključku. Prihaja ta manjša reprezentančna pauza zdaj v pravem trenutku za vas, glede na ta vzpon forme, sicer ne rezultatske, ampak na igrišču, kot sva dejala, delujete dobro. Zdaj imate nekaj več časa do naslednje tekme, do tekme z Rudarjem. Bi bilo bolje prej igrati, zdaj ta vikend, ne šele naslednji? Ja, verjetno bi v tem primeru, da bi nam bolj odgovarjala tekma že takoj v sredo, ker smo res v dobrem stanju in je škoda, da ne vem, bomo videli, če bomo lahko obdržali ta ritem, ne, in potrudili se bomo, da bomo delali predvsem na realizaciji in na vseh teh principih, ki se jih fantje zdaj zelo dobro držijo in bomo poskušali, se pravi, v teh dveh tednih biti najmanj tako dobri, kot smo bili na zadnjih dveh tekmah. Domači boste naslednji dve tekmi, najprej proti Rudarju, naposled še tisti praznik tudi v Ljubljani proti Olimpiji, kjer upamo znova na čisto poln stadion, in še tekma z Muro. To so 3 tekme, ki še ostajajo v tem koledarskem letu. Kaj si obetate na teh obračunih in kaj si želite? Želimo si čim večjo točkovno bero, ne? In se pa zavedamo, da moramo z vsebino priti do rezultata, se pravi, da bomo nagrajeni, če bomo delali tiste stvari, ki se jih dogovorimo. Tako so fantje delali na zadnjih dveh tekmah in morajo samo vztrajati, slediti skupnemu cilju in rezultat bo prišel. Super, najlepša hvala. Prosim. Brez novih točk se je zaostanek Brava do tekmecev na lestvici nekoliko povečal, še naprej pa na dnu ostaja velenjski Rudar. Prav knapi pa bodo naslednji nasprotnik Brava na domačem igrišču. Do konca koledarskega leta v Šiško prihaja še Olimpija, prvi del sezone pa bomo zaključili v Murski Soboti. Cilj kluba je obstanek. Vsi ga imajo pred očmi, vsi o njem razmišljamo. Še največ pa prav gotovo športni direktor kluba Dejan Močnik. Če je bila prognoza po prvi četrtini prvenstva optimistična, se zdaj ekipa sooča z rezultatsko krizo, a najpomembnejši del sezone šele prihaja. Dejan, nazadnje sva govorila po tekmi s Triglavom, takrat tista avgustovska, zdaj jesenska. Proti Triglavom tokrat rezultat znova 1-0, ampak za nasprotnika. Če potegneva črto po tej novi četrtini, manjka sicer tekma še z Rudarjem, ampak če smo prehitevali v tisti prvi, verjetno zdaj malce zaostajamo za začrtanim načrtom. Pa ja, zadeva je trenutno, da nismo zadovoljni, ne smemo biti zadovoljni z rezultatskim izkupičkom oziroma s točkami. Dejstvo je, da smo imeli nekatere tekme možnost odnesti več točk. To je predvsem nekatere tekme doma.
Žal tega nismo uspeli narediti. Podobna zgodba tudi včerajšnja tekma proti Triglavu, ko enostavno smo imeli več situacij, zadetek, bili boljši nasprotnik, tudi do izključitve nasprotnega igralca. Ampak enostavno nam nekaj ne steče in morda je to pač mogoče malo neizkušenosti. Dejstvo pa je, da tudi nekateri igralci niso v optimalni formi, tudi ekipa ni še čist popolna brez vseh poškodb, ampak to so težave vsega kluba. Govorili ste takrat, da vsaka ekipa zapade v manjšo, večjo rezultatsko krizo, tudi vam se je zdaj to zgodilo, verjetno pa si želite čim prej priti na pravo pot, kot ste rekli, z polno zdravo ekipo bo veliko lažje. Ja, verjetno bo, oziroma sigurno bo, je pa dejstvo, da umetniški vtis v nogometu nič ne šteje, štejejo samo točke. Moramo se izkopati iz te krize, ki je prišla, pričakovali smo jo. Nismo pač verjeli, da bo tako dolga, oziroma tako dolg časa brez vseh 3 točk. Ampak kot sem rekel, nekatere tekme smo odigrali na visokem nivoju, pokazali, da lahko, ampak manjka tista pika na i, manjkajo točke, manjkajo zadetki in verjamem, da lahko, iz te krize gremo počasi ven. Naslednja priložnost je že proti Rudarju, 2 domači tekmi zaporedoma, naposled še tista z Olimpijo. Verjetno si prizadevate, da bo znova žak napolnjen do zadnjega mesta, tako kot je bilo na tisti prvi tekmi na začetku letošnje sezone. Te 2 domači tekmi sta lepa priložnost, da se znova ekipa dvigne. Ja, zagotovo. Dejstvo je, da doma še nismo odigrali slabe tekme. Verjamem, da lahko tudi pač poln stadion oziroma dobro popolnjen stadion že proti Velenju nam pomaga, kajti ta tekma je za nas mogoče ena ključnejših v tem delu sezone. In potem seveda Olimpija, ki je zagotovo ena najkvalitetnejših ali pa najkvalitetnejša ekipa po individualnih posameznikih v ligi, ampak spet, vkolikor gremo s pravim pristopom, karakterjem, z našo filozofijo, da smo skupaj, da si fantje pomagajo, je seveda tudi na tej tekmi mogoče prav vse. 3 tekme vas čakajo še do zimskega premora. Koliko pa je vaša glava že v tem zimskem premoru? Koliko razmišljate že mogoče o kakšnih spremembah, tudi o tem, kako se bo ekipa pripravljala, kje se bo pripravljala in podobno? Ja, glava je že nekaj časa v prestopnem roku oziroma v tej pavzi, ki je daljša, kot je bila poletna. Dejstvo je, da bo treba nekatere stvari spremeniti, mogoče dodati kakšnega igralca. Enostavno je treba iskati, kvalitetne igralce, ki nam lahko v tem trenutku pomagajo. Mogoče tudi neke fante, ki si želijo nekega napredka. Ampak o tem malo kasneje. Je pa dejstvo, da že vemo, kje se bo ekipa pripravljala. Večina treningov bo naredila doma na športnem parku Šiška. Odhajamo pa tudi na enotedenske priprave v Umag, kjer pač poznamo stvari. Verjamemo, da bo dovolj kvaliteten cel servis, cel support, da lahko naredimo zadeve, ki smo si jih zastavili. Ta zimski del priprave v tem delu leta oziroma sezone so se večkrat izkazale za dobre, za NK Bravo tudi lani. Pogled na lestvico še ni bil tako dober kot na koncu sezone na polovici, ampak naredilo se je dobro delo in verjetno stavite tudi sami, da se bo ekipa znova pripravila, zbrala in delovala homogeno po tem pripravljalnem obdobju. Ja, vedno je ta čas bistveno daljši, bistveno lažje se naredi bistveno več. V prvi vrsti želimo pač ekipo popolniti, kar se tiče teh poškodb. Vesel sem, da se včeraj David Brekalo vrnil na igrišče. Žal malo smole za izključitev oziroma 2 rumenih kartonov, ampak to je pozitivno. To vsekakor, David je bil odsoten dolg časa in to so tiste pozitivne stvari v pozitivno smer. Se pravi, v prvi vrsti sanira te poškodbe in potem verjamem, da ob neki primerni selekciji ekipe imamo dovolj časa, da se res v miru pripravimo in maksimalno gremo v spomladanski del, kajti spomladanski del je pa tisti ključni del, kjer se bo videlo, ali smo zreli, ali smo še vedno neki naivneži, ki mogoče ne spadamo v prvo ligo, ampak verjamem, da lahko to naredimo in da v tej ligi ostanemo. Super, najlepša hvala.
Hvala lepa. Za konec našega druženja pa še skok k mlajšim selekcijam. Mladinci, kadeti in starejši dečki so imeli v zadnjih tednih na sporedu zgolj eno prvenstveno tekmo zaradi zbora številnih mladih reprezentanc. Selekcija U19 je tako na mestnem derbiju z Ilirijo slavila z 2-1 in to kljub rdečemu kartonu. Manj so pokazali kadeti, ki so sicer zabili 2 gola, a prejeli so jih kar 4. V gosteh se je mudila še ekipa starejših dečkov, ki je na Jesenicah v težkih razmerah slavila s 3-1. Zimski premor se nezadržno bliža, a tekem bo še dovolj do konca koledarskega leta. Mladince in kadete čakajo obračuni proti Domžalam, Mariboru in Gorici, medtem ko bo selekcija U15 igrala še proti Iliriji, Domžalam in Kopru.